Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj sta Peter Gregorčič in pa Miran Videtič. Tri teme imamo danes predvidene. Najprej je tale afera z poslanci Nove Slovenije, kjer so se štirje od njih znašli v predkazenskem postopku, oziroma vključno z trije poslanci, pa Matej Tonin, evropski poslanci pa predsednik stranke. Potem tole, kar se zdaj dogaja z Marto Kos po njenem sestanku z srbskim predsednikom Vučićem, in pa na koncu, če nam bo čas dopuščal, bomo rekli še kakšno o politični konsolidaciji medijev pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Če nam bo čas manjkalo, bomo pa potem pa to predstavili na eno od naslednjih ur resnice. Zdaj, Peter, spremljaš to afero, ne? Ja, trije poslanci, vsi člani KNOVS-a, ne, komisije. Tonin ni poslanec. Ja. Trije poslanci plus evropski poslanci Matej Tonin. Vsi trije poslanci so člani KNOVS-a, Vrtovec, Žakelj in pa Horvat. Policija jih je kazensko ovadila, ker naj bi zlorabili svoj položaj, ker so med tem tako enim nadzorom policije naj bi poskušali ugotoviti, kaj se dogaja z prisluškovanjem nekaterih ljudi, ki jih mediji oziroma politika povezuje z Novo Slovenijo. Zdaj, kako gledaš ti na to zgodbo? Namreč, recimo, samo eno eno tezo vržem v javnost, predno začnemo debatirati. Jaz mislim, da je nek načelen politični problem, kada se recimo polovica poslanske skupine, recimo zlasti opozicije, znajde v predkazenskem postopku, pa obstaja nek sum, da bi ta načrt za tale predkazenski postopek lahko pisal s strani Gibanja Svobode oziroma vladajoče Gibanja Svobode, pa vse nekaterih politikov znotraj Gibanja Svobode, in pa to, da policija spravi v predkazenski postopek tiste politike oziroma tisto telo, ki je v bistvu zadolženo po ustavi, po zakonih, da policijo nadzoruje. Najprej se strinjam s to tvojo tezo. Se pravi, v Sloveniji gledamo eno zelo zaskrbljujočo sliko, ne, kjer v resnici se koalicija opozicije sistemsko jemlje njeno vlogo, ne, ki po ustavi pripada, ta pa ni samo nadzor nad obveščevalnimi službami, ampak je nadzor nad oblastjo, nad vsemi vidiki oblasti, torej tudi nad koalicijo, in s tem, da se jim odvzema beseda, ne, da se jih kazensko preganja. Vsa ta zadeva, jaz se strinjam, je izjemno problematična in kaže, da smo v resnici v naši državi padli zelo globoko, ne, da ti, ki nam vladajo pod vlado Roberta Goloba, ne razumejo demokracije in da v resnici verjetno tudi iz nekih svojih osebnih značilnosti težijo zelo močno k totalitarnemu režimu, pri čemer zaradi svoje politične in tudi finančne moči, ne, so prišli tako daleč, da so si podredili vse tiste institucije, ki bi morale vršiti nad njimi nadzor in jih pri tem tej želji vzpostaviti totalitarizem omejujejo, bi jih morale omejevati. Vendar pa tej zgodbi, zdaj, ko govorimo o Novi Sloveniji, bo spet morda kdo rekel, da imam jaz Novo Slovenijo v želodcu, nimam je, ne, ampak kot komentator sem dolžan svojim gledalkam in gledalcem pojasnjevati stvari, ki jih vidim. Ne. In zdaj najprej dajmo pogledati, kaj se tukaj v resnici zgodilo in kaj mene kot državljana moti oziroma kje Nova Slovenija ni dala za moj okus dovolj prepričljivih odgovorov na nekatere pomisleke. Glejte, ta afera je najprej izbruhana in ko sem jo sam videl, sem si rekel enako kot ti, Bojan. Glej, še en udarec opoziciji, ne, še eno šibenje opozicije, s čimer ne, krepijo oblastno pozicijo. Pa vendarle potem včeraj na Pop TV-ju ne, naredijo nek prispevek, kjer Sebastiana Vežnaverja, ki naj bi bil en od teh, ki je dal, katerih telefonsko številko so preverjali, ne, vprašajo, ali je podal kakšno uradno prijavo in rekel, da je dal to v pogovoru. Ni pa želel povedati, komu je dal to v pogovoru, potem pa Matej Tonin ne, reče, da je predsednik KNOVS-a ne, zbral od NSI-jevih poslancev neke sezname, kot so oni opravili pogovore. Ne. In glejte, zdaj tukaj, če sem malce zloben, ne, v aferi Dars, ne, recimo Robert Ilc reče, z Vežnaverjem sva frenda. Ne. Zdaj se pravi, prva asociacija, ki jo dobim, če gledam široko sliko in poskušam biti širše razmišljujoč, je, ne, ali je morda Vežnaver, ki ni želel tega povedati, ne, svojega frenda ne močeti, poklical svojega frenda Ilca, ki je poklical svojega frenda Tonina, ne, ki je potem recimo sprožil ta nadzor. Ne. Ker po svoje, ne, tukaj ima Tonin prav, zakonsko s tem ni nič narobe, vendar le daje nek vtis, da gre za neko frendovstvo in da bi lahko šlo za to, kar jim policija oziroma
pač zdaj v okviru tega pregona, ta pregon očita, da gre. Ne. Namreč, če jaz tebe pokličem kot frenda, kje je zagotovilo, da si ti kot frend ne boš dobil z mano na kavi in mi te stvari podal? Zdaj, kaj je smisel? Ampak načeloma je to tako, ne, če jaz prav razumem zadevo s tem prisluškovanjem. Vsak od nas, ne, ti, jaz, Miran, vsak ima pravico zahtevati prosit KNOVS, da preveri, ali mu policija oziroma kdorkoli drug Sova nezakonito prisluškuje. Okay, ne? Točno to je res, ampak tukaj imam zdaj eno vprašanje, ki si ga ne znam odgovoriti. Razloga za to, kar bom zdaj zastavil, sta pa po mojem mnenju dva. Bodi si, da je res kaj na tem, ali pa da gre v primeru Nove Slovenije za politične materije, gre pa za staro stranko. Namreč, če bi jaz bil v vlogi nadzornika, recimo tako pomembne službe. Poslanca in nadzornika. Poslanca in nadzornika, ki nadzoruje v bistvu obveščevalne podatke, ne, ki se jih zelo lahko tudi zlorablja v neke druge namene. Ne, in bi me recimo Miran kot prijatelj poklical in bi rekel, daj to preveri, kaj bi mu jaz rekel? Jaz bi rekel, da sebe zaščitim. Bi rekel, glej, tam imaš sekretarko delovnega telesa, prosim te, daj uradno naznambo in bomo to zadevo uvrstili na sejo in jo bomo uredili. To, kot nam zakon veleva. Zdaj pa me je pojavilo vprašanje, zakaj tega niso naredili. Sploh v primeru, ker gre tukaj za tesnejšo strankarsko povezavo, vsak razumen človek, ne, tudi načeloma, se pravi načela izogibanja konfliktov interesov to zahtevajo, predlaga uradno pot in tega oni niso prepričljivo pojasnili. Zakaj niso tega naredili? Razloga sta lahko dva. Prvi je amaterizem, drugi pa, da morda so resnično želeli neki prikrit in niso računali, da bo druga, se pravi v tem primeru, vsaj kot sami insinuirajo, Vesna Vuković, ne, šla do teh podatkov in jih politično zlorabila. Zdaj, in potem odprla temo, ki morda ne velja za njo tudi, kjer je dim, je tudi ogenj, tega ne vem, ne, bom pa potem kasneje še nekaj povedal, kaj so v tem mislili. Samo sekundo, če jaz razumem zdaj tvoje stališče, komentatorsko je pač v tem smislu, da Nova Slovenija tukaj ni tako čista, kot želi to prikazati. Kako? Ne, to ni moje stališče. Moje stališče je samo to, da so ravnali izjemno nerodno in da ustvarjajo tak vtis, da niso čisti. Jaz ne trdim, da oni niso čisti. Ustvarjajo vtis in ker tukaj gre za politiko, se pravi, veljajo tudi politični standardi in njihova težava je v tem, ali bodo zmogli svoje volilno telo prepričljivo prepričati, da so tukaj čisti ali niso. Sicer bodo imeli pač politične posledice in sam se samo sprašujem, ne, zakaj tega niso naredili, ne. Po drugi strani, če pa smem še, mi smo v tej oddaji že odprli recimo afero Dars, ne, pri čemer smo napovedali, kaj se bo Novi Sloveniji zgodilo in po mojih informacijah, ne, je celo Gibanje Svoboda naredilo še več, kot se zdaj pripravlja, ne. Oni so celo razširili parlamentarno preiskavo financiranja medijev, tudi na Novo Slovenijo in po mojih informacijah imajo tam neke podatke, kjer so padajo neke donacije nekim podjetjem potem za gradbenimi posli, ne. In tudi to verjetno jih čaka. Ampak samo nekaj. Ko smo jih mi na to tukaj opozorili, namesto da bi to oni uporabili in rekli, gledajte, saj so to nas že opozorili, seveda se nam pripravlja napad, je kaj naredil njihov predsednik Tonin? V svoji nespameti ali pa morda v strahu, ker res mu je nekdo stopil na rep, ne, je rekel, da jaz sem to rekel zaradi tega, ker imajo oni neke dokumente z Centra za socialno delo o mojem precej divjem družinskem življenju. Zdaj pa tukaj mi da pa drugi pomislek. Ali so torej oni morda preko svojega ministra Janeza Ciglerja Kralja, pod katerega je takrat CSD sodil, brskali po Centru za socialno delo? Ker če so to počeli, potem pa me ne bi čudilo, če bi se izkazalo, da so na podoben način brskali tudi po nekih podatkih obveščevalnih služb in te zadeve uporabljali v tem primeru ali za zaščito svojih političnih sopotnikov ali v primeru CSD-ja za diskreditacijo svojih potencialnih političnih nasprotnikov. Ne. Skratka, ne vem, ampak stvari, ki jih oni dajo v javnost, ki jih daje predvsem predsednik Tonin v javnost, ne, so izjemno nespretne in v meni vzbujajo vedno večje sume, da gre za modus operandi, ne bom rekel cele stranke, ampak morda predvsem predsednika Tonina, ki deluje zelo živčno, se prereka po X-u, ne, in pač razkriva, da imajo neke podatke, ki jih on kot politik nikakor ne bi smel imeti. Zdaj, tukaj sicer ni dajo teh stvari ven samo Tonin, mislim, so bili 3 tiskovni konferenci, ne. On, gospod Janez Žakelj, ki je pa predsednik NOVS-a in pa poslanci Jernej Vrtovec, ne. Izvoli. Peter je bil malo daljši, pa je povedal veliko stvari, s katerimi se bi jaz lahko strinjal, neke stvari pa je treba dodatna pojasnila dati. Kar se tiče njegove osebne zgodbe, tista, ki je krožila po družbenih omrežjih CSD, sem jaz odreagiral takrat zelo jasno, da katerekoli stranka bi zlorabljala tako neko, torej tak papir je zame stranka, ki si nima kaj, torej si ne zasluži kar nastopanje v političnem prostoru. Kar se tiče pa tega nadzora nad obveščevalnim sektorjem, imam pa jaz
tle mečkam drugačen pogled. Petru je mogoče všla ena podrobnost, pa glede na to, da je študiozen, ne verjamem, da prav zanalaš. In sicer, da lahko vsak od nas da tudi ustno prijavo. Ustno. Seveda. Ustno prijavo, ne samo pisno, se pravi, ustno prijavo in Vržnaver je v tem primeru res izpadel precej nespreten. To, kar omenjaš, tiste njegove izjave, ker on je sicer povedal, da je to v pogovoru povedal, moje informacije govorijo, da je on čist legitimno in legalno to povedal članu komisije. Zdaj jaz ne vem, a to članu komisije Nove Slovenije, SD-ja, Gibanje Svoboda, ampak skratka, on je uradno prijavo dal, na ustni način. Kar mu omogoča, mislim, da zakon 33 treba pogledati, ampak mislim, da je to. Tako da tukaj ne vidim konkretnega problema. To, da so prijatelji, drži. Daj, jaz se v prijateljstvo ne spuščam, tudi vsak, bom rekel, o vkusih prijateljstev se ne razpravlja, tudi jaz ne bom v tem primeru razpravljal, ampak v samem postopku prijave mislim, da je šlo vse v redu, je bilo korektno. Seveda pa Vržnaver je, bom rekel, to na nek način v medijih povedal na način, kjer dopušča sum, da je šlo nekaj pravzaprav narobe. Vse, kar se je pa kasneje dogajalo, v nadaljevanju, od izbora preiskovalne sodnice do tega, da je šla zadeva ne na generalno policijsko, ne na NPU, ampak se je najdel nekje v Mariboru bom rekel, torej, mariborski kriminalisti, to pa je nekaj, kar meni govori o tem, da je zadeva precej bolj politično motivirana kot v tem trenutku. V Novi Sloveniji lahko v teh 2 letih učitamo marsikaj. Jaz se tle strinjam, jaz sem bil zelo kritičen do Nove Slovenije in ostajam kritičen do Nove Slovenije. Pri tej zadevi pa a veš, ni mi to do Nove Slovenije, kakor mi gre za to, da si jutri lahko ti Tarča, ti Bojan, jaz, tvoja partnerka, kdorkoli v tej državi. Tle imam jaz to težavo. Tukaj se jim godi malo krivica, kako hočeš reči. Tle se jim godi malo krivica, oziroma se jim gre, jasno se jih je opozorilo, 2 leti ste sodelovali, potem ste šli po svoje. Peter je povedal zelo dobro, so majhna stranka, ne morejo lih postavljati pogojev in tle mislim, da najmočnejša koalicijska stranka kaže pravzaprav, kako bo funkcionirala do konca mandata, v želji po novem mandatu, ne samo do opozicije. Jaz sem prepričan tudi do gospoda Prebiliča, ki se pojavlja kot nek protikandidat na levi strani za zmago, torej na te opcije. Srhljive stvari. Ampak če smem tukaj samo medklic, tega nisem spregledal. Jaz sem tu, da še enkrat pojasnim, očitno nisem bil jasen. Seveda, zakonsko možnost ima tudi ustno. Tako. Jaz sem samo rekel, da nek spreten politik, če ti tu reče prijatelj, ker politik mora verovati integriteto. To je nadstandard, bi rekla KPK. Ne? In se pravi v tem primeru zato, da bi sebe zaščitil in tudi svojega prijatelja na koncu. Ne? Koncu bi rekel, da je to po uradni poti. Ja. Sem še enkrat, ne ker zakon zahteva, ampak ker jaz vem, kako deluje naša država, ker vem, kako noro oblastjo imamo opravka, ne, da bodo zadeve res vodotesne, da bomo res zaščitili tebe ne kot prijatelja, ampak tebe kot državljana pred zlorabami oblasti, oziroma oblastil, ki jih imajo obveščevalne službe. Ne. Samo to je moja pripomba. Moja pripomba, da je bilo tukaj nespretno, da bi sam, če bil teologi, nekoga, če bi bil moj, da bi lahko očitali neko tesnejše poznavanje, ga prosil, da gre po uradni poti. Ne, ker zakon zahteva, ampak da zaščitim sebe in tudi Peter, jaz se strinjam, če bi bil Vržnaver, jaz bi jasno povedal, komu sem ustno, po mojih informacijah je dal članu komisije. Jasno povej, kateremu članu komisije, si je stvar zaključena. Je pa res, da Vržnaver verjetno ni PR-ovsko spreten, ne? In glede na tisto litijsko, ki se mu dogaja, ne? Verjetno tudi malo bolj občutljiv na izjave. Vržnaver bi po mojem mogel povedati, komu je rekel, kdaj je rekel in zakaj je to rekel, zakaj je sumu, da mu nezakonito konfiskuje. In tega ni naredil. In jaz, ker teh informacij, ki jih imaš ti, nimam, ne? Jaz sem povedal samo eno stvar. Kaj kot komentator, ne insider, vidim, in če vidim to jaz, verjetno vidi to še kakšen drugi volivec. In tukaj ne gre za napad na Novo Slovenijo, lahko, če bodo pametni, to vzamejo kot nasvet in te stvari nekako izpeljejo in prepričljivo pojasnijo in s tem bodo tudi rešili svojo vlogo, svojo politično vlogo v svojem volilnem telesu. To je vse, kar sem želel povedati. Je pa tako, to ima Miran prav, ne, morda imamo celo
podobne ali pa enake vire. Ne. To, da se recimo v tej zgodbi pojavljajo neka imena, na katere se vse čas lepi sum teh raznih zlorab, represivnih organov. Ja, eno je Vesna Vuković, ki ne bi prišla do teh podatkov, če je prišla nezakonito, bil še takrat še generalna sekretarka Svobode, to, kar je pač Tonin povedal tudi javno. Mislim, da je ona sicer zanikala, ampak veš, kako je to. Ja, v nadaljevanju bomo videli, kaj se bo še dogajalo. To je ena stvar, druga stvar, ta preiskovalna sodnica, Majutka Piškulin, mislim, da se piše. Ki se ves čas pojavlja v teh zgodbah. Ne? To je pa neverjetno, kako se pa ta ženska pojavlja. Jaz sem že večkrat opisal nje, Kangler, potem Čordić in tako dalje. Vedno je nekak na pravi strani. Mislim, po tistem, kar je do zdaj pokazala, jaz seveda ženske ne mislim učitati karkoli, ampak po tistem, kar je pokazala, je nekako naslonjena na to levo ideologijo. In zanimivo, da se ravno ona pride na vrsto pri zadevi opozicijskih poslancev. To je fascinantno meni. To in pa, kaj je pa ta podatek o tem, da naj ne bi nihče od ljubljanske policije oziroma ljubljanskih policistov ni hotel podpisati teh ovadb, in da so zaradi tega šli in so poiskali nekoga v Maribor, te stvari pa so, ne vem, jaz kaj ne rečem, to je skrajno subljivo. Ne, se strinjam, jaz sem tudi povedal, zavržno je, kar počne trenutna oblast opoziciji, da jim jemlje besedo, da jih spravlja v kazenske postopke, s tem onemogoča v resnici ustavno vlogo opozicije, ker opozicija lahko vrši samo nadzor, zato pa je opozicija. Opozicija ne more v resnici sprejeti ničesar. Ničesar ne morejo oni narediti, ker nimajo večine. To se jim reče opozicija in njihova vloga je ta, da zadeve preiskujejo, sklicujejo tiskovne konference in o tem obveščajo javnost oziroma o tem javnost obveščajo tudi preko parlamentarnih razprav. In to, kar počne Urška Klakočar Zupančič kot ena izmed ključnih izpostav trenutnega gibanja Svobode in izvajanje represije nad demokracijo, ne samo nad opozicijo, nad demokracijo v Sloveniji, da jim jemlje besedo, prikraja poslovnik, jim ne daje besede, točno to jih onemogoča. In jaz celo mislim, da ti ljudje, ki so trenutno na oblasti, oni ne razumejo vloge opozicije. Oni si mislijo, po mojem mnenju, nekako takole. Mi imamo večino, zakaj sploh rabimo njih, mi lahko brez njih vse spremljamo. Skratka, oni sploh ne razumejo tega, oni si dejansko mislijo, to nam pripada. Nam Knovs pripada. Jaz mislim, da njim se celo ne zdi nič čudnega, nič narobe, da je mogoče, če je res Vesna Vuković pridobila nezakonito te podatke, da to v bistvu ni nič tako groznega. Seveda, to je malo nezakonitosti, po mojem mislu, ampak to nam itak pripada. Mi tukaj vladamo in bomo vladali še naprej in z njimi lahko počnemo, kar hočemo, in z tega stališča se jaz zmerno strinjam. To, kar se danes dogaja na NSI-ju, zdaj, ali se dogaja pravično ali ne, to pokazal čas, to se lahko zgodi komorkoli, ampak po drugi strani pa tudi recimo, kar je Tonin naredil, da je razkril, da ima o meni neke dokumente, ne vem katere, ampak če jih je dobil na CSD-ju in če to res obstaja, jih je dobil zagotovo nezakonito. Tudi kaže, tudi ko bo Tonin prišel na oblast, mogoče bo naredil čisto isto. Zaradi tega jaz moram to znanjati, ker če so oni, jaz ne vem, če so preko Janeza Ciglerja Kralja šarali po CSD-ju, o meni so lahko tudi o tebi ali pa o tebi ali komorkoli drugem. In jaz sem dolžen opozarjati na oboje. Absolutno, jaz te sploh tle ne držim nazaj pri teh osebnih zgodbah, ker vem, kaj se ti je dogajalo. Pa ne gre tukaj samo za osebno zgodbo, gre pač za zgodbo, ki je nedopustna. Mislim, da se je to dogajalo, Petro, takrat, po mojem nič osebna zgodba, to se je dogajalo njemu kot kandidatu Slovenske ljudske stranke, ki je kandidiral CSD-ju. Pazi, ampak recimo, zdaj nekdo, če bi tožilstvo zdaj gledalo, bi moralo to raziskati. Mesec bi moral to raziskati, ker pazite, ko nekdo brska, družinske zadeve na CSD-ju so izključno takrat, kadar so vpleteni mladoletni otroci. Izključno takrat. Se pravi, in tukaj gre v resnici za zaščito mladoletnih otrok. In kdor je to počel, če je to počel, je v resnici svoj politični dobiček poskušal kovati na zlorabi mladoletnih otrok. In to je skrajno zavržno. Zato bi mogel ti dati prijavo. Dobro, po mojem tudi po uradni dolžnosti do prijavo. Jaz sem javno povedal, seveda, to je uradno pregonljivo kaznivo dejanje. In zdaj, če kdo posluša, če ta država deluje, bo to zadevo nekdo raziskal. Se nisem sam jaz tisti, ki dam to prijavo. To prijavo lahko poda moja bivša žena, to prijavo lahko podajo zdaj tisti bivši mladoletni otroci moji, ki so zdaj polnoletni. Skratka, tukaj je prijaviteljev več, ampak jaz
ne gre se mi za prijavo. Moja agenda, moj modus operandi je, tu vsi vejo, da sem brez dlake na jeziku, da o tem javno govorim. Jaz svoje poslanstvo vidim v tem, da odpiram tudi teme, ki si jih drugi ali pa izven tega ožjega miljeja, ki jim pripadam, ne upajo odpirati, in o tem odkrito govorim. In jaz mislim, da to je edino zdravilo za demokracijo. Jaz v prijavah žal ne vidim, da bi bil neke bitke z mlini na veter, tega ne bom počel. Zdaj pa to vprašanje, ne? Zdaj, to delno si v bistvu tudi ti, Miran, začel. Ne? Zdaj, če recimo rečemo takole, da obstaja tukaj sum zlorabe, ne? Recimo policije, ne? Pa nekih represivnih organov, da se je tukaj Nova Slovenija pač recimo slabo nekako branila, ne? Slabo zastavlja to svojo obrambo. Zdaj, kaj za to? Ti si pač rekel, da to zdaj očitno bo nek modus operandi, ne? Političnega spopada pred volitvami. Ne? Jaz se bojim, da bo, ker vse tisto, ampak in to me zanima, zakaj potem, recimo, če to drži, zakaj potem po vajnem mnenju se je v bistvu zdaj Svoboda na ta način lotila ravno NSI-ja? No, tle ima pa Peter čisto prav, ne. Nova Slovenija se je vidno distancirala od Svobode. Moj očitek prvih 2 let vodenja države, Gibanja Svobode, torej očitek Novi Sloveniji je bil ta, da če že tako počnejo, potem bi bilo smiselno javnosti pošteno predstaviti svoje delovanje. Ne? In zdaj, kakršnakoli je bila ta že oblika, da je to večja, manjša, kakorkoli že, ne? Ker recimo en Hajdinjak, to ni odhod Hajdinjaka z Darsa ni zgodba celotnega Gibanja Svobode. To je tistega dela nekega Gibanja Svobode, tako da tam udarca, bom rekel, samega vodstva Gibanja Svoboda Novi Sloveniji ni bilo. Tam so odigrali, bom rekel, ljudje, ki so blizu Nove Slovenije, blizu Gibanja Svobode in imajo to moč, da nekomu zagotovijo novo službo, tako kot je predsednik uprave sam povedal, ne? Darsa Novi. Tako da jaz mislim, da je glavni razlog je treba iskati tukaj, da Gibanje Svoboda poskuša stranko Nove Slovenije, ki je evidentno sodelovala s to koalicijo, zdaj pa nekako spraviti na tisti res nek minimuma volilnega uspeha. In očitno so se lotili zadeve na tako brutalen način, no, se pravi tako preko, bom rekel, svojih koalicijskih izpostav. Mi je prav žal, da moram to reči, kot so novinarji, policija, sodstvo in podobno. Če smem dopolniti, jaz imam rahlo ločeno mnenje. Ne? Mi smo že govorili o tem, kakšen je Robert Golob v zadnji oddaji, ko sem bil, da je narcis. Ne? In jaz mislim, da tukaj, ker v resnici Gibanju Svoboda ne koristi in niti ne škodi uspeh Nove Slovenije. To je moja teza. Ne? Ampak moja ocena je, Robert Golob je narcističen človek, ki je izjemno zamerljiv. In po mojem gre tukaj za golo maščevanje. Tudi ljudje, ki so okoli njega, vsaj tako delujejo, Vesna Vuković, kar sem jaz slišal o njej, ne, gre za izjemno zamerljive ljudi. Ne. In edina razlaga na tvoje vprašanje, ki jo sam imam, je, ne, Nova Slovenija je z Gibanjem Svoboda v prvi polovici mandata biznisirala. To je moja spet kot opazovalec, ne vem o tem, ampak zgleda je biznisirala, zato tudi verjetno ni prispevala takrat podpisov za preiskovalko zoper Gibanja Svoboda, obljubila jim je verjetno neke ustavne spremembe, ne. In zdaj na koncu tega ni dostavila. In zdaj, če smem malo v komentatorski figurativnosti izreči sledeče, ker izgleda, kot da bi Gibanje Svoboda delovalo, figurativno govorim, z mafijskimi metodami, ne? Ko ti nekomu, se pravi, nečesa ne dostaviš, v mafijskem zgodbi, ne? Dobiš najprej, figurativno zopet govorim, konjsko glavo v svoj post. In to je bila afera Dars. In če konjska glava ne zaleže, potem je na vrsti tvoja glava in mislim, da prihajamo v fazo glave. Se pravi, meni se zdi, da tukaj Gibanje Svoboda, in to je najbolj zavržno v resnici, ne? Sploh ne gre za politično taktiziranje ali šibenje svojih nasprotnikov političnih v luči zmage na državnozborskih volitvah. Po mojem mnenju gre tukaj v primeru Nove Slovenije za golo maščevanje. Za golo maščevanje, ker niso dostavili za tisto, kar so bili dogovorjeni. Zdaj pa Nova Slovenija ima tukaj 2 težavi. Ne? Prva težava je ta, da v začetku mandata, če bi se ona postavila v opozicijsko vlogo in bi šla v preiskovalko, bi s tem lahko nahranila svoje volivce. Ker to je bilo edino orodje, ne pozabimo, gre za stranko, ki ima 8 poslancev. Torej ima 2 poslanca manj, kot jih zahteva Poslovnik Državnega zbora, da sploh vloži recimo interpelacijo. Oni nič ne morejo narediti. Oni so, čeprav so 3. stranka v parlamentu, so brez zobi v kontekstu Poslovnika Državnega zbora. In takrat tega niso izkoristili. Zdaj ne, pa tega zaradi svoje majhnosti poslanske skupine SDS lahko vlaga vsaj interpelacije, ker imajo dovolj poslancev. Ne morejo vlagati niti interpelacij, ne morejo nahraniti svojega volilnega telesa z nikakršnimi rezultati, poleg tega so pa še žrtve brutalnega maščevanja.
In tukaj imajo oni težavo, ampak dajmo biti iskreni. To težavo so si zakuhali sami, ne? In sam zagovarjam evolucijo in evolucija očisti tiste, ki močno zgrešijo. In če se jim bo to zgodilo, si lahko to krivdo pripišeš. Nezavidljiv položaj. To imaš popolnoma prav. Sej maščevalnost te politične vladajoče ekipe je zdaj že, bom rekel, kar znana. Ne? Ampak končni cilj pa je uničenje Nove Slovenije. Ne zdaj zaradi teh politične kombinatorike, ampak iz čistega maščevanja. To, kar sem rekel. To, kar si rekel. Iz čistega maščevanja, seveda. Ja. Jaz sem pred tem rekel, da jih želijo spraviti na čim manjše procente, ker kaj je pomembno politični stranki? Da politično preživi. In če delaš nekaj iz maščevanja do neke politične stranke, kaj boš delal? Ja, da jih uničaš. In ravno to dela tako, iz maščevanja klika okoli Roberta Goloba. Ne na 3%, v zaporih moraš spraviti. Osebno se jih moraš maščevanje ne gre samo na to, da te dajo, da boš stopke sodne. Se pravi, to se pravi v teh, Peter pa Miran, sploh v teh zdaj političnih spopadih, ki izgledajo nazven kot politični spopadi, če spremljamo po medijih, ne gre za politične spopade, pa gre za osebno maščevanje. Jaz mislim, da maščevalne pohode. In zdaj bom še malo bolj brutalen. Zdaj, če pa slučajno Nova Slovenija imela kje prste v marmeladi, potem se lahko upravičeno bojijo. Zato, ker ti ljudje imajo očitno nepooblaščen dostop do teh podatkov in očitno obvladujejo represivni organ. In ko ima nekdo o tebi... In pa medije, ne pozabite. In pa medije. In ko ti si morda res, jaz ne vem, če so kaj naredili, ampak če so res kaj naredili narobe, potem bo to prišlo ven in bo to sprocesirano. Zaradi tega morda v neko tolažbo Nove Slovenije lahko rečem sledeče. Če ob tem maščevanju ne bo prišlo do nobenega postopka, ki bi bil recimo vsaj na ravni pravnomočne obtožnice, potem bo to tudi zame, čeprav sem do njih kritičen, dokaz, da niso imeli nikjer prstov zdrave. Ker če so imeli, to se moramo zavedati, jih bodo sprocesirali do konca iz maščevanja, ker zdaj po mojem mnenju ni več poti nazaj. Zdaj Nova Slovenija nima več umika, ne more jim dostaviti tisto, kar jim je bilo več. Še enkrat, da mogoče pol... mene preživetje politične stranke, katerekoli politične stranke niti toliko ne skrbi. Mi je koncev vseeno. Na tem primeru Knovsa Gibanje Svoboda kaže nekaj drugega. Peter Gregorčič kritik, Bojan Požar še večji kritik, Videtič kritik. To se nam lahko dogaja. In to je tisto, kar mene skrbi. Mene ne skrbi, bom rekel, za politično stranko, ampak nam se lahko to dogaja. In to pa je tisto, kar mene skrbi. Da greš ti poskušati obglaviti edini možen nadzor nad službami. 3 poslance vadiš, ki bojo imeli zdaj veliko dela, hojo v Maribor, se vračati in podobno. To je problem. Jutri boš ti lahko na tapeti, ti ali kdorkoli. Jaz rajš vidim, da ustavimo zgodbo pri Novi Sloveniji. No, ampak dajmo biti čisto iskreni. V tej državi se je že zgodilo bistveno brutalno. V volilnem času, predvolilni kampanji so zaprli vodjo opozicije. Pazite, karkoli si kdo misli o Janezu Janši, on predstavlja četrtino volilnega telesa v Sloveniji in s tem so obglavili četrtino naših sodržavljank in sodržavljanov, tudi če mi ne delimo njihovih pogledov ali če kdo z njimi deli pogledov. Skratka, zdaj delamo tako dramo, ampak Nova Slovenija je pa ves čas imela agendo, samo Janša se moramo znebiti in bo vse v redu. Potem Tonin je govoril, Janša preveč tvita, takrat je bil še Twitter, zdaj X-a, a zdaj Tonin mu postaja podoben. Zdaj Tonin kar naenkrat v kazenskih postopkih in je pozabil, kaj je govoril proti Janši. Predkazenskih. Oziroma, se počujem, v predkazenskih postopkih. Ne samo to, zdaj je Tonin, tisto, kar je prej, bom rekel, figurativno z gnusom zavračal, počne samo. On se prepira z prvakom opozicije na X-u. Zdaj pa ne vem, a je ta človek res tako globoko ranjen, a je ocenil, da morda Janša deluje pravilno. Jaz tega ne vem, ampak ne deluje kredibilno. Ne, to ni, tudi Golob je v predkazenskem postopku, Pa tudi Tvita pa je rekel, da ne bo. Instagramu še je. Ampak on vsaj drugače tu počne. Pa KPK pa bo nava, ampak ni pač na X-u, je pač na Instagramu. On ima take osladne X-e, kaže se kot cesar, vošči svoj mami. To, kar jaz upozarjam, to je Pink TV, ta estradništvo. On je estradniški politik. On je estradni politik. Ne vem, če ste vi, ki si omenil, ki je pokazal sliko, ki je kot rimski imperator, ste prebrali tisti napis od spodaj? Kaj piše?
Cesar grivasti golob. Golobov, ja. Cesar grivasti golob. Tukaj smo Ampak rekli, zanimiv izbor, da pri vseh verjetno slikah, ki jih ima, ne, želi poudariti neko... Pazi, pa mamo je pripeljal to zgodbo. Pa mami Mamo je tja pokazati, peljal, da je mami ne. kazal to sliko. Ja, ne, to ne, je, ne, ta je ne, mal, ne, mislim, ne. se bova strinjali, da ta je res To bi v mogel, stilu. to je sklop bi mogel vode pocen tole, ne? Ampak veste, Samo bo rekel, Definitivno, gledal je našo prejšnjo dajo in je potrdil, da je narcis in celo grandiozni narcis. Ne? Sam še In to me nam zanima, dokazal to, še v tej to zvezi, dokazal. kako pa ocenjujete zdaj vidi, zdaj ta, bom rekel to, zdaj, to zgodbo, dosti z temi poslanci NSI, ki so v predkazenskem postopku, kako so mediji to pograbili, v kakšnem smislu? Ker meni se zdi, da so tako malo so poročevalski, nič kaj dosti ne opredelijo. Ne opredeljujejo se, koliko se znajo to mi je opredeljevati. zanimivo, ne? Ker če bi bilo recimo verjetno tukaj SDS, 4 poslanci, 3 poslanci v kazenskem postopku, bi mediji jurišali. bi šli na juriš, Tukaj pa ne, verjetno. tukaj pa dajo vsem nekako, bom rekel, priložnost. Ne? Če smem, Čeprav mi je zanimiva ena stvar, podrobnost, ne vem, če ste opazila, ker je Tonin omenil Vesno Vuković, so takoj mediji poklicali Vesno Vuković, ne? Lahko pa tega ne bi naredili, bi poročal samo o tem, kaj je Tonino rekel, pa naj potem Vesna Vuković sama demantira. Skratka, v isti minuti so ji dali nekako možnost, da demantira Tonina. Če smem tukaj, čisto se mi zdaj trla misel, ker ta teden, se pravi, če spremljamo necenzurirano, se pravi, medijsko krilo Roberta Goloba osebno, se pravi, prav osebno, ker ima tam... Nekdo je dobro zapisal, vprosti, jukebox novinarstvo, vržeš kovanček in to je, mislim, da je to Milena Miklavčič izumila. V tem tednu, zato ker se zdaj dogaja brutalna se pravi, demontaža zdravstva, se necenzurirano ukvarja izključno za zdravstvo. Izključno za zdravstvom. In ne bi izključil, da morda ta Nova Slovenija je pa vseeno malo taktična v pravem trenutku, se pravi, vržeš meso šarkom, se ukvarja z Novo Slovenijo, v ozadju pa ti razgradi zdravstvo, pri čemer pred zdravstvo samo eno misel želim povedati, Robert Golob je govoril o tem, da so zdravniki paraziti na zdravstvenem sistemu. Jaz pa vem, kdo je parazit na zdravstvenem sistemu in parazit na zdravstvenem sistemu so tisti prekupčevalci za medicinsko opremo, ki se iz te blagajne napajajo in njihov cilj je, da svojega gostitelja, torej zdravstveno blagajno težko skoraj 5 milijard evrov, če imaš tam 10% FIA, govorim na pamet, je to 500 milijonov, držijo čim večjo. In zdaj, če bi mi zdravstvu omogočili, da bi lahko vsak prišel do zdravnika, tudi preko zasebnikov, bi se ta vreča tega gostitelja, teh pravih parazitov v zdravstvu, to so tisti prekupčevalci z medicinsko opremo, naprimer, bi se zmanjšal in njihov FIR, recimo, če bi šlo iz 5 na 3 milijarde, figurativno govorim, da bodo gledalke in gledalci razumeli, o čem govorim, bi iz 500 milijonov se njihov gostitelj zmanjšal samo na 300 milijonov in samo za to. Če pogledaš, sem ta stavek. Kako pa ocenjujete zdaj, bom rekel, to intervenco ministra za finance Klemna Boštjančiča pa ministrice za zdravje Prevolnik, ki sta v bistvu agitirata proti zakonu, proti amandmaju. Okay, ampak proti temu, kar predlaga njihova vlada. Jaz to komentiram tako, kot je to naredilo enkrat Ustavno sodišče, ki je tudi postalo izjemno aktivistično. Takrat je omejilo nadurno delo zdravnikov, potem pa so modreci na Ustavnem sodišču, ki se ukvarjajo s politiko namesto s pravom, ugotovili, da bi s tem sesuli zdravstveni sistem in potem so naredili nekaj, kar je še nevideno in kar jim Ustava ne daje pooblastila. Razložili so svojo ustavno odločbo, njihova naloga ni razlagati odločbe, in to celo preko tiskovnega sporočila. In jaz mislim, da sta oba ministra ugotovila, da če se to zgodi, bosta totalno razsula zdravstveni sistem, in sta zaradi tega intervenirala. In da še nekaj povem, tem parazitom v zdravstvu, ki sedijo na tej vreči, če razsuje sistem, potem bo ta vreča se razsula na 100 koščkov. In to sta še zdaj ugotovila, kako? Ne, kakor jaz razumem, samo malo, kot razumem, te zadeve ni pripravila vlada. To zadevo so pripravili v svojem aktivizmu poslanci in so zdaj podali v zakonodajnem postopku amandma. In če jaz prav razumem, oni so napadli amandma poslancev. Skratka, treba poznati zakonodajni postopek. Samo malo. Vlada predlaga zakonski predlog, ko gre v državni zbor, je ta zakonski predlog prepuščen na milost in nemilost državnega zbora, ki ga lahko povsem predrugači, kot ga sam želi. In zdaj jaz mislim, da ta amandma je prišel čez zakonodajni postopek, čez drugo branje na matičnem delovnem telesu, tako saj razumem, kolikor sem bežno to spremljal. In tukaj sta skočila, sta rekla, v tej vaši vnemi, ideološki, z hranjenjem, se pravi tega boja proti zdravnikom, ki jih prikazujejo kot parazite na sistemu, čeprav oni so ključni element sistema, kakšni paraziti. Ste šli tako daleč, da boste vse skupaj razsuli, ne delite na tega. Tako jaz to razumem. Če pogledaš balon zdravstvo v neki državi, imaš
tisti, ki koristimo, se pravi paciente, imaš zdravnike in medicinsko osebje, imaš dobavitelje, imaš zavarovalnice in pomislite, komu se je do zdaj kaj dogajalo. Slabo se je dogajalo samo zdravnikom, ki so paraziti po besedah te vlade, nam, ki smo uporabniki tega zdravstvenega. Predvsem nam, predvsem nam. Ni se pa dogajalo komu? Zdravstveni blagajni, torej zavarovalnicam se je dogajalo privatnim, ni se pa dogajalo temu mastodontu, državnemu zavarovalnici in ne dogaja se nič dobaviteljem. Ne, in celo še več. Celo še več. Veš, to, da bi ljudje zastopili, na koga je štartala ta vlada, ne na dobavitelje, ne na državno zavarovalnico, na vse ostale. Ne, na tiste, za katere ocenjujejo, da bi jim lahko zmanjšali gostitelja za parazite. Ja. Zdaj pa, če sam povem, ne bi šel v detalje. Na ljudi in davkoplačevalce. Celo več. Komercialne zavarovalnice. In kar je najbolj zanimivo, oni zelo hvalijo državne zdravstvene zavode, ki vsi poslujejo z izgubo, zasebniki pod istimi pogoji. Pa posluje z dobičkom. Se pravi, gre za slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in še celo več. Po mojih informacijah ZZZS zelo dobro ve, kaj mora narediti, da iz neke inercije zdravstveni zavodi ne realizirajo programa. Zaradi tega ima ZZZS na koncu leta dobiček in ko sem nekoga vprašal, kam ta dobiček gre, je rekel, za ta dobiček se vsako leto dvigne standard v medicinski opremi in pripomočkih. Kar pomeni, s tem dobičkom, ki ostane ZZZS-ju, se hrani parazite zdravstvenega sistema in ti paraziti še enkrat niso zdravniki, ti paraziti so prekupčevalci za medicinsko opremo. Tako je. Marta Kos. Zdaj, Marta Kos se je sestala z srpskim predsednikom Vučićem v času, tako je kot fizično v času teh protestov v Srbiji. Napadla je civilna družba, doživela neke medijske kritike, ampak mene v principu zanima, sploh zdaj ta, recimo, prvi ti meseci, prvo leto njenega mandata, je sploh ona upravičila, bom rekel, ta svoj status komisarke za širitev. Kaj se pa dogaja z Marto Kos? To njeno delo lahko spremljamo tako, da beremo kakšne njene čisto indiferentne, ceremonialne tiste tvite v angleščini, ki daje podporo temu unemu, zdaj na koncu povedali, da se sestala tudi z Alexom Sorosom in tako dalje. Mislim, kaj pa zapravo počne Marta Kos? Komisarka za širitev je najbolj znana v vseh teh parih mesecih po dveh dogodkih. Sprejela je LGBT skupnost in pa sestala se je z Sorosom mlajšim. Pa zdaj z Vučićem tudi. To vse pove. Ja. Ampak to vse pove o tem, kako resno se je lotila svojega dela. Jaz sem pred časom že upozoril, zapisal, da pri Marti Kos bo treba biti zelo, zelo, zelo previden, vsaj kar se Balkana tiče. Ker je ona je nekako obudila svoje življenje, s tem upravom, iz tistega sistema bivše Jugoslavije, pa potem ta prehod je zdaj spet prišla v fazo, kjer lahko dela za nekega gospodarja. To mislim, da se greš sesati za Sorosom, jasno kaže, tip ni niti izvoljen nikjer, niti voljen, niti skratka nobena uradna figura politične scene, sploh pa ne za širitev ni. In pa druga je, da je spet prišla na tisto svojo iz Jugoslavije ven povlečeno zgodbo tega srbstva, te pomembnosti tega srbstva. Pustimo zdaj to, da sta jo dva največja podpornika srbskega sveta v Sloveniji, to je gospod Janković in gospod Čeferin, preko svojih organizacij, torej UEFA in MOL-a financirala. In to so bili vse ti elementi, ki so meni dali vedeti ali pa slutiti, da se pri Marti Kos nimamo nadejati čemu pozitivnemu. Ampak če gremo še korak naprej, pa verjamem, da bo Peter znal to bolj povedati, kakšna je politika Evropske unije pri tem? Če je ona bila izbranka šefice Evropske komisije, predvidevam, da je tudi ta politika Evropske unije, da gre v to smer. Skratka, bojim se, da pod Marto Kos nekih pozitivnih signalov širitve ne bo, pa so prepotrebni v tej geopolitični situaciji. Neki zdaj pravijo, nekateri spet pravijo, da se ne da. Da se. Tudi Bolgarija in Romunija nista, bom rekel, takrat vseh kljukci imeli, pa sta prišle zaradi strahu pred ruskim svetom noter.
Ne vem, jaz nisem optimističen, kar se Marte Kos tiče. Nisem pa optimističen tudi zaradi tega, ker je ta Evropska komisija ali pa ljudje, ki vodijo to Evropsko komisijo, izbrali ravno njo, no, za to mesto. Zdaj, sem še nekaj, no, mislim, da se to velja za oba. No. Zdaj, ti recimo tako, kakšen je sploh ta njen status in vpliv znotraj Evropske komisije? Ker zdaj, ta so ni glih najmanjši, je kar pomemben, ne? Mislim, pomemben je, sploh v tej situaciji je zelo pomemben. Ne? Zdaj, to, kaj se dogaja v Evropi, zdaj, koliko oni resno jemljajo, koliko je pa to tist, ki spravijo, veš, da je na dobro funkcijo, pa da bo, ne vem, Kaja Kalas mogoče pelala tudi to. Ne? Zdaj vidim, hodi v nekih rdečih supergicah, prihaja na sestanke, z Vučićem in podobno. To jaz ta moment ne morem presoditi. Je pa dejstvo, ne, da meni to, da se ona sestaja z Vučićem v taki situaciji, preden se razišče, ali je uporabil nagnusen vodni, torej ta zvočni top ali ne, sestal se je tudi potem Kosta pa von der Leyenova. Meni to kaže, da ta Evropska pravzaprav komisija, nasplošno Evropska unija pravzaprav še zdaj ne vejo, pri čem so. In porivamo na ta način srbsko prebivalstvo, ki si želi Evropske unije, ki mogoče si želi tudi globalizma, proti katerem se jaz, bom rekel, dvigam glas, ga porivamo ne samo v skrajnost suverenizma, ki je lahko pozitiven, porivamo ga v Moskvo in v Peking. To pa je tisto, kar se pa jaz bojim s tako politiko. Ne vem, lahko da je pa to celo politika Evropske unije. Pojma nimam. Ja, glej, začel bi stavkom, ne, da mislim, da sta, se pravi, najprej Marta Kos je komisarka Evropske komisije, ki predseduje, Ursula von der Leyen, zdaj drugi mandat. In prepričan sem, da noben komisar, ne, pa naj se ne mislimo, kar se hočemo, ne dela stvari po lastni agendi. Ja. To je po mojem mnenju nemogoče. In iz tega izpeljem sledečo težo, ne, da sta Marta Kos in Ursula von der Leyen sta Zoran Janković Evropske unije. Ker ona dva, in to je najbolj boleče oni dve, dajeta legitimnost Vučiću. Ne. Se pravi, Vučić je potreboval Zorana Jankovića, da je tudi tistim svojim gospodarjem dokazal, da je player. In zdaj one dve počneta enako. Ne? Se pravi, one dve sta Zoran Janković Evropske unije. Ne? In zdaj, kar je pa meni tukaj najbolj tragično. Študentje in celotno protestno gibanje, ne, se ne bori za opozicijo. Oni se borijo za delujoče inštitucije pravne države. In zdaj pogodba o Evropski uniji v 2. členu definira temeljne vrednote Evropske unije, te pa so spoštovanje človekovega dostojanstva, ne, demokracija, svoboda, enakost, pravna država in pa spoštovanje človekovih pravic. Vse te vrednote Evropske unije Vučić krši tudi človekovo dostojanstvo z uporabo se pravi zvočnega topa, pri čemer najprej zanikal, da ga Srbija sploh nima, na to je rekel, da ga niso uporabili, na koncu bo verjetno izkazalo, da celo da on ukaz, če malce figurativno se izrazim. In gledajte, in ti dve gospe, komisarki, dajeta srbskemu narodu sporočilo, ne iščite pravne države v Srbiji, ker tukaj je ni. Mene to ne preseneča. Ko sem kandidiral za evropske volitve, sem rekel, da kot evropski poslanec nikdar ne bi podprl Ursule von der Leyen, ker ona se že v prejšnjem mandatu izkazala, da ji za pravno državo ni mar. Poglejte, kako so mesarili po RTV Slovenija. Tudi jaz sem bil ena prvih žrtev politične čistke. Takrat sem Ursuli von der Leyen pisal, mi ni niti odgovorila, ker to ni njena agenda. Ona očitno deluje v agendi nekega širšega gibanja, Miran je omenil globalizma, ne? In to je najbolj boleče. In tukaj jaz vidim dva nivoja. Prvo je sporočilo srbskemu narodu, ne upajte v Evropsko unijo, oziroma ne srbskemu narodu, tudi predvsem srbskemu narodu, ki ga zdaj manifestira se čez to ogromno protestno gibanje, ne upajte v Evropsko unijo, mi nismo več se pravi unija pravne države, demokracije, varstva človekovih pravic. Mi smo unija nekih drugih bruselskih birokratskih agent in kot je Miran lepo povedal, to potiska srbski narod v naročje totalitarnih režimov, kot sta Rusija in Kitajska. Po drugi strani pa s tem sporočata celi Evropi, da ta Evropa ne funkcionira in bosta zaradi tega v izjemno težkih geopolitičnih časih, ko bodo tudi ostale države, predvsem tiste bolj vzhodnega bloka, ne, to dojele, lahko pripeljalo do tega, da boste to Evropsko unijo, to največjo dragocenost, ki jo ta kontinent ima, razsuli. In tukaj to je vse obsodbe vredno in pogrešam
predvsem tudi slovenske poslance, da bi te poante izpostavili in tudi vse ostale poslance EPP-ja, ki so Ursula von der Leyen v resnici nominirali. Oni so zdaj tiho. Kje je EPP Group zdaj, da bi Ursula von der Leyen pozval k politični odgovornosti? Jaz jih ne slišim. In tukaj v resnici kaže, da cela ta komplot v Bruslu deluje v agendi nekoga drugega, ne pa v agendi tistega, na čemer je temeljena Evropska unija in je zapisano kot temeljne vrednote Evropske unije v 2. členu pogodbe Evropske unije. Še nekaj je treba opaziti, ne? Tiho je tudi okoli Dodika. Mar tako si tiho okoli Dodika. Popolnoma. Se pravi, imamo sodno odločbo, imamo klasično kršenje vseh nekih in moralnih in etičnih in pravnih norm, ki jih bi mogla predstavljati neka komisarka, zadolžena, ker Bosna je tudi kandidatka za vstop in se ne oglasi. Ne oglasi se v zvezi Milorada Dodika. Tako da, mislim, Bosna je kandidatka za širitev, ne? Ja, tako. Se pravi, ne samo pri Vučiću, tudi pri Dodiku ona kaže, kam spada, kam njena ideologija seže. In jaz ne morem zagovarjati ta ne, tukaj so dvojna merila. Ne? Se pravi, pravna država je tisto, kar ustreza moji agendi. Tako. Če takrat kršiš pravno državo, recimo pri Madžarski in Poljski, te bomo kaznovali. Tako. Če pa ti ustrezaš moji agendi, bomo pa zamižali na obe oči, ne celo več. Če boš, zdaj se pa pokazali pri Vučiću celo več, ker se ti trese oblast, te bomo celo povabili v Bruselj in ti dali s tem, se pravi, figurativno neko politično podporo, da boš politično preživel to, kar je naredil Zoran Janković, verjetno iz nekih bolj bizniserskih ampak če lahko še razumemo, recimo pri Vučiću, ki je vendarle Srbija zgodovinsko pomembna država in podobno velika, pa tega res pri Miloradu Dodiku in pri Nenadu Stevandiću in pri predsedniku vlade, ki so v teh postopkih, ne moramo razumeti, da pravzaprav Evropa jasno pove, da EUFOR se ne bo vtikal v te zadeve. Meni je to škandalozno. In prej si omenil Madžarsko, Poljsko in podobno. Takoj so bile izjave. Tisti moment so bile izjave. Tukaj pa nič. Pa je ta režim popolnoma enako, kot je Orbanov režim. Hujši. Ali pa še hujši. Hujši je. V resnici je hujši. Ampak tudi te kritike, ki so letele na Marto Kos, strani slovenske civilne družbe, to je pa podobno v rangu kot na Jankovića. Jankovića so kritizirali zaradi Vučića, in tudi Marti Kos bi se dal kdaj v drugih okoliščinah kaj reči, pa se ni reklo. Moraš nekaj narediti, pa se bojiš, da ne boš preveč. Ne? To je slovenska... To je slovensko intelektualno telo. Hkrati so pa vsi nostalgični do tega Beograda, ne upajo se pravzaprav, spomnim se, jaz sem v tisti vdaji malo povedal že prvo vdajo, ki smo imeli, da oni pravzaprav da oni niso proti Jankoviću toliko, kolikor so v tem primeru demonstraciji za srbsko opozicijo, ki bi radi videli, da nekako pridejo te neki, pa zdaj zadnjo anketo sem gledal, to je mizerno, mislim, Vučić ima 50%, vsi ostali pa ne morejo priti čez 10. Skratka, lahko bi razumel še pri Vučiću, pri Dodiku pa ne morem te evropske politike razumeti, ključno za... Kaj pri Vučiću bi lahko razumel nek pragmatizem? Pragmatizem, recimo to, kar sem ti rekel, velika država, zgodovinsko pomembna je Srbija in podobno, pri huliganu, kot je Dodik, pa tega, ki razbija neko suvereno državo, pa tega ne morem razumeti. Bosna in Hercegovina je država, s katero bi se v principu malo tako morala ukvarjati, ker je pač del širitve. Ja, če pogledaš njene izjave iz preteklosti, kjer ne vem, nas je učila o morali in etiki, in če danes pogledaš to situacijo v Bosni in Hercegovini, ti jasno narekuje morala in etika, da stopiš na stran tistega, ki ga nek huligan želi spraviti v vojno. No, če se smem malo cinično, mi je prišla misel, mogoče pa se ukvarja, mogoče pa išče Niko Kovač Zahodnega Balkana, preko katerega bodo potem, ko bodo pomagali vzpostaviti svojo vlast, nekako širili svojo globalistično ideologijo. Tudi Nika Kovač je, mogoče sta videla prezrla, ampak pred meseci je Nika Kovač napovedala večja prisotnost na Hrvaškem in tako, ampak takrat so bile pol volitve Plenkovićeve po metu in ni bilo več govora o Niki Kovač in Hrvaški. Zato, ker ti moraš postaviti oblast, ki ti potem dolguje usluge in preko njih širi svojo politično, globalistično agendo še na Zahodnem Balkanu. Peter, imajo v Bosni so postavljali oblast, v Makedoniji prejšnjo so postavljali oblast, v Črni Gori so postavljali oblast. Ta globalizem
je kar postavil svojo oblast po Balkanu, ampak zdaj se jim počasi to nekako ruši. No. Smo pa zadnjič tukaj govorili nekaj o Niki Kovač, ampak sem videl, da je takoj dobila potem svoj podcast na Pop TV-ju, da bo pač par stvari, ki smo jih bili tukaj rekli, demantirala. Ne? Mislim, meni je bilo smešen, zdaj to lahko, nekdo bo povezal, ne, da gostujemo torej v studiu, ki ga je zasebni kapital vzpostavil, gospod Štrancar, kako je napadla gospoda Štrancarja, kako je napadla ekipo Infa 360, da so janšistke, te punce, ki so v uredništvu. Skratka, punca ne ve kaj dosti, o čem govori, napišejo ji tistih par stavkov, angažirajo jo medijsko in pač to je to. Načeloma, medije itak ustanavljajo, mediji so zasebne gospodarske družbe, ustanavljajo itak zasebni kapital, razen pač recimo RTV. Da nekdo, ki prihaja iz družine, torej družina, ki je vodila nek čas, ne bom imenoval zdaj ljudi, Delo v tistih najbolj svinčenih časih, časopis Delo, govori o zasebnem kapitalu medijskem kot o janšistih, to je meni degutantno. Ampak zdaj smo v bistvu že prišli na medije, sam gledam na uro, zaskrbljeno nam zmanjkuje časa, mogoče imamo še par minut, tako da se malo bojim, da bomo mogli tole temo, ki se je reče politična konsolidacija medijev pred volitvami, predstaviti na eno od naslednjih ur resnice, ampak samo tako malo za štart pa za preokus. Zdaj, nekatere časopisne hiše na veliko zdaj odpuščajo novinarje, Delo, Večer, a ste malo spremljali te stvari? Ja. Kako pa to kaj komentirate? Za začetek, recimo, tako, pa bomo potem debatirali. Če hočem ostati na liniji, bom rekel, vsak lesnik ima pravico, na liniji tistega, kar mojega miselnega vzorca o tržnem gospodarstvu, na splošno, in v ekonomiji, bom rekel, vsak lastnik ima pravico delati s svojim podjetjem, kar če. Ampak odlasko je malo drugačne. Tega odlaska mi financiramo kar izdatno, davkoplačevalci. Ja, tako je. Milijoni in milijoni. Sigurno bi mogel biti interes javnega, torej javni interes, kaj se tam dogaja. Za tele nesrečnike pa jaz bom prvi na ulici, ker ne strinjam se v ničemer z enim, recimo Kajzerjem ali pa Javšovcem novinarjem. Ali pa zelo malo tega je, ampak jaz bom prvi na ulici protestiral za njihove novinarske pravice ali pa karkoli, da imajo pravico povedati, kar si želijo. Pa čeprav so, bom rekel, vsa ta leta kar zvesti pudlički vsakokratne leve oblasti. Nesrečne usode so to, ker odpuščajo njihovi stari, pa odpuščajo jih njihovi. Tako da enostavno zgleda, da tudi na tej levici, Peter, sem še ta stavek, je prišlo do zadeve, kjer aktualna vlada, kateri verjetno odlazek bo ponudil svoje storitve pred volitvami, oziroma ta Gibanje Svoboda, želi čisto zgodbo tudi pri novinarjih, se pravi, tudi novinarji, ki bi eventualno lahko bili objektivni, vsaj na levem političnem polu, pa bi mogoče kaj lepega v Prebiliču napisali, pa kom drugom, morajo jeti. Tako da to so žalostne zgodbe. V bistvu, hočeš reči, da odlazek tukaj za temi svojimi skoraj 100 mediji ne bo igral na obe karti, malo na Prebiliča, malo na Goloba. Ne, jaz mislim, da bo on kar ostal zvest tej vladi. Če bi hotel mačkan igrati na vse strani, prvo, kar bi mogel dopustiti Vesno Vuković, če mene vprašaš, ker ona je tista, ki bo poskrbela za neko linijo do Goloba. Jaz bi tu povezal z medijskim zakonom, katerega namen je bil dvojen. Financirati svoje medije in s tem konsolidirati, kot si lepo začel ta del teme, medijski prostor, in pa utišati, ker ne samo opozicija, ker smo govorili na začetku daje, ampak utišati vsak kritičen, sleherni kritičen glas v naši državi. Zdaj, težava, ki se mi je zgodila, je ta, da je zakonodajno-pravna služba ta zakon raztrgala na 50 straneh. To je tudi del levih mnenjskih voditeljev. Pa tudi desnih in vseh skupaj, vsi so levi. Ne, tudi levih. Pa tudi levih, zato ker so bili tako ideološko usmerjeni, da so rekli, da verjetno tudi celo Milosavljević je bil premalo ideološki za njih, da bi ga povabili v ta laboratorij in bi prispeval neke ideje, dajte vsaj šminko narediti. Ampak zdaj fakt je, ta medijski zakon, hvala Bogu, je padel. In zdaj moja teza je zamrznjen. In ravno zato, ker še ni padel, moja teza je, zdaj je treba odpuščati novinarje, ker ti novinarji so samo očitno jih vidijo samo kot orodje oblasti. Tako kot Golob vsakega jemlje, ti si moje orodje, ko te rabim, te imam, ko te ne rabim, te odvržem, ali jaz mislim, zdaj celo zlorabim. Zakaj? Ker zdaj bodo odpuščali novinarje in potem bodo
preko recimo Društva novinarjev Slovenije šli na ulice in bo rekli, glejte vlada, ker ta zakon ni šel čez, ker nam niste dali denarja, novinarji izgubljajo službo in bodo s tem izvedli politični pritisk, da bo ta skrajno sporen medijski zakon, nekako ga bodo stisnili čez državni zbor. Tako da jaz mislim, da te zdaj v zadju, oni so v resnici orodje v boju za to, da se ta izjemno škodljiv zakon za demokracijo, ker ne pozabimo, ko ugasnemo svobodo govora, užgemo totalitarizem istočasno. To se pravi, žrtvovani so. Žrtvovani za namen... Mogoče samo še ta stavek tega slovenskega paradoksa. To se je dogajalo včeraj. In zjutraj napiše Boris Vezjak, za Mladino napiše članek, bojte se Janše, ko bo prišel na oblast, ker bo brutalno odpuščal novinarje popoldne ali pa opoldne pa 4 novinarji. In to resni novinarji, tiste novinarske hiše Večera, dobijo odpoved pod levo Golobovo vlado. Čiri je bilo naprej, nič. Seveda morajo resni novinarji dobiti odpoved, ker samo če resni novinarji dobijo odpoved, potem je resen revolt, on ne rabi pozorila, oni rabijo revolt, kjer bo Asta Vrečko na koncu šla pred kamero in rekla, glejte, strinjam se z vami, ta zakon je slab, ampak ne moremo si v Levici dopustiti, da naši novinarji izgubljajo službe, zato ga moramo sprejeti in potem ga bomo kasneje popravili. Se pravi, odlazek odpušča novinarje za bildanje Levice. Za služenje, se pravi, oblasti, ki rabi ta medijski zakon, s katerim bo zatrla svobodo govora in bo lahko brezmejno in neomejeno vladala. Jaz mislim, da gre vsem bolj za upozorilo, vsem ostalim, na tem primeru. Nekaj smo rekli okoli tega, naslednjič pa mogoče še več. Skratka, Peter pa Miran, najlepša hvala za današnje debate. To je bila današnja Ura resnice, nova bo kmalu, za kar pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.